Danes boste izvedeli, ali bomo imeli bel božič, kam je najboljše energijsko postaviti smreko, v kater kot, v kater konec, pa seveda tudi o tem, zakaj bodo sveče naše najboljše prijateljice, zakaj se bom cel december družila izključno s petelini in pa še marsikaj drugega, komu se morate recimo ta mesec opravičiti. Čas je za rubriko Energije meseca in v svoji družbi hvaležno, še zadnjič v letu 2022, pozdravljam v tem krogu Darja Furek, lepo pozdravljena, dobrodošla, metafizične znanosti in marsikaj bi še lahko naštevali, danes bo fokus na ledvičkah tudi, v naši družbi tudi Jimmy, turbulentni, manj smo letos uporabljali to besedo, mogoče zaradi tega, kaj je bilo sicer več tega, področje astrologije in psihoterapije in pa Lili Sorom, področje numerologije in predvsem tisto čutečo, odprto srce, ki nas opozarja na vse to, kar se dogaja na mami zemlji. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Moje prvo vprašanje, zelo preprosto, zelo enostavno, ni otroško, ni otročje, ali verjamete v praznični duh, ali Božička, ali Miklavža, v neko mitološko bitje, naj si bo, ne vem, vesoljc ali karkoli, kar nas obdaja v tem času? Zanima, koliko ljudi je zdaj užaljenih, da so vesoljci postali mitološka bitja. No, ne vem. Ne si vem, kako hočeš reči. Nekaj od tega, ne? Nekaj pa mora biti na tem. Je? Je? Kaj pravite? Ja? Da je? To zadržano tiho, poglej. Čakamo na tvoj odgovor. Ne, mislim, da Jimmy zdaj že psihoterapijo dela. Ja. Jaz bom pol sam dobila, tako tank. Račun za leto, za več. A ti misliš, da je? V globoki simboliki verjamem, ja. V globoki simboliki. Ok. Ne verjamem. Lahko pa doživljam ta čas, ta duh, ki je skrit v naravi spet, ne? Saj smo ga zavili, zapakirali v mistična, pravljična bitja, ampak ja, doživljam, ne verjamem. Kaj pa tiste, mislim, dobro, itak vemo Božiček kot zgleda, a ne, v nekaj komercialnem smislu ga itak naredila una gazirana pijača, ki je super za rjev pucati, a ne? Ampak kaj pa tiste zgodbe, da so tle psihadeliki bili zraven, mušnice, da so jedli, pa da so pol videli drugače pa to? Mušnice bi rekla, ker so rdeče z belimi pikami, ne, bi šlo po barvah skupaj. Nekaj bi šlo. Ampak, dragi gledalci in gledalke, danes ne samo, da boste izvedeli, kaj vse nas čaka v zadnjem mesecu tega leta, določili si boste lahko v svojem koledarčku ravno datum, kdaj se praznični duh pravzaprav začne. Jimmy, ti si ga označil, kdaj je tisti čas, ki bomo pa naredili? Cel december je pravzaprav velika priložnost, še posebej tam nekje med 20. in 24. decembrom je odlična prilika, da naredimo rekapitulacijo, da naredimo nove namere, nove odločitve. Tisti oddih bo pa res prav konec leta. Je pa res, da pride tudi Merkur retrogradno, vse se bo mečken takole zaustavilo, energije se bojo umirile. In čeprav govorimo o mesecu decembru, ampak že naprej napovem, da bo naslednje leto bistveno boljše.
Boljše, rabili smo to slišati. Dej mi povej, prosim te, preden grem na kogarkoli drugega, ker to mi je bilo všeč v tvojem zapisu. 7.12. zabavna polna luna si napisal. V dvojčku. Polna luna. Ponavadi vsak mesec imamo polno luno pa mlado luno, ampak dejansko ta polna luna v dvojčku bo dalo eno razigrano energijo. Res, po zelo zahtevnem, težkem letu se nam končno obeta mečken mal zabavne, razigrane energije. Še posebej, ker imamo nekaj planetov v Kozorogu. Kozorog je resno znamenje, prevladovale bojo nekako resne energije, ampak ta luna, polna luna bo dalo eno tako razigranost, tako da vsi dvojčki pa vsi zračna znamenja bojo dejansko zaživela. Plus, da polna luna zaključuje določen ciklus zdaj. V dvojčku, to se pravi, nekatere komunikacijske zadeve se zaključujejo in mlada luna v Kozorogu nas vabi, da resno pristopimo novim odločitvam, kar je znamenje Kozorog tukaj, da nas to pokliče. Ok, super. Jaz vse, kar si povedal, sem slišala sam zabavna polna luna. To, evo, to, vse resnost pa to, ja, ok. Darja, spoštovani gledalci in gledalke, Darja je tista, o kateri boste razmišljali za Božič, če ne bo snega. Ker pravi, da možnosti so. Ja. Astrološke možnosti. So, glede Mislim, na... preko tvoje prizme. Ja, bi lahko bilo, ampak ne bom rekla za ziher, ker lahko je pa preveč vode v obliki dežja, morda celo poplav, morda celo kakšnih neurij. Ekstremna voda pride v mesecu decembru. Tako da ja, če bodo temperature ugodne tam okrog 0, lahko imamo bel Božič in držimo pesti. Jej, super. Mislim, da po dolgem času, ne da. Ja, kuk? Več kot 10 let, zihar, verjetno, a ne? Ja. Mislim, ena taka čarobnost posebna je, no, meni se definitivno zdi. Evo, Darja nam bo v nadaljevanju zaupala tudi, kam letos postaviti smreko, ne boste verjela, ampak to je kar precej pomemben podatek, ki mu sama sledim že kar nekaj let in moram reči, da se mi obrestuje. Lili pa nam bo zaupala, komu se moramo upravičevati, se bomo mogli decembra, kako je zdaj s tem? V bistvu december bo mesec nekega zanimivega, nenavadnega epiloga ničesa letošnjega leta. Tako ponavljamo ljubezen do sebe, odnos z mamo, čustveno leto, težko leto, mojstrsko leto, se pravi, tukaj prihajamo do nekega zaključka, ampak če pričakujemo, da bo pač nekdo dobil nek epifen in se nam bo opravičil, po vsej verjetnosti ne bo temu tako. Prva in ta poglavitna oseba, kateri se rabimo opravičiti, smo kar mi sami. In predvsem zato, da mogoče nismo postavili meje takrat, ko bi bilo potrebno ali dobrodošlo. Ok. Ne Ni vem, pa tako zabavno kot Jimmy, ampak... Je v duhu. Ampak 9.12. imaš ti označen datum. Kaj je ta 9.12.? predvsem ravno to odpuščanje. Takrat pravzaprav, če vse skupaj seštejemo, je vse 9. Mi smo v letu 6, potem je to mesec 9, potem je to dan 9, če skupaj seštejemo je spet 9. Prav zaključek, spuščanje, odpuščanje. Zdaj, če mogoče ne vežemo na to polno luno, ki bo malo bolj zabavna, a ni včasih tako, da ko nas nekaj zelo teži, pa se nam pa nekaj lepega zgodi, pa se sprostimo, nam kar naenkrat se zdi, pa to sploh ni bilo tako hudo, kaj sem to kompliciral. Ja. Tako da pač na ta neko, ne bo se nam več fatalno, ključno, življenjsko pomembno zdelo, da pač neko zamero še vedno gojimo ali pa neko bolečino sabo nosimo. Tako da vse te stvari, ki jih želimo spustiti, tudi 9, če si predstavljamo, dajmo samo ta repek spustiti. Ne rabimo mogoče niti predelovati, ne rabimo razumeti, ne rabimo razmišljati. Neke stvari bomo preprosto samo bye. Ampak to, kar si zdaj recimo omenila, prisežem prvo leto v mojem življenju, ker sem dejansko se ravno s takimi situacijami soočala, da v tistem momentu se mi je zdelo čustveno tako napeto, da sploh ni bilo napet, ampak je bilo na 6, a ne? Potem čez par dni sem pa pogledala pa ono, pa se pa ni bilo tako,
Mislim, veš, kaj se reka na 6, ne? Mi smo vsi v 6, ti si letos v 6, ja, valjda. Vidiš, na 6. Vse v številke. Darja, zakaj bodo v mesecu decembru najbolj prosperirali tisti, ki imajo doma kamin? Ja. Rabimo toploto, ne, po zimi, to je prvo. Je pa res ta živi ogenj. Aha, se pravi, ne zato, ker bojo prišparali na olju, kurilnem pa take zadeve. Če bi šlo v to smer, zdaj, ja, tudi lahko rečemo, prišpara se, čeprav zdaj, če gledamo malo cene, ne, so tudi drva šla gor. Dober je, Darja, pustimo, gremo mi energije meseca. Gremo k energijam. Svečke, ognjiček. Ta živi ogenj ima poseben čar. To je ta duh praznikov, topline, ne. To je ta duh povezati se, te prijaznosti, medsebojnih, toplih, ljubečih odnosov. In zima, predvsem december, je sonca najmanj, je tema, je počitek, ampak zato rabimo ta ogenj še bolj spodbujati. In živi ogenj nam da tisto resnično toplino. To je nekaj čist drugega kot elektrika ali pa, ne. Tako da ja, kamine tudi pregreje recimo hišo, odstranjuje vlago, proti boleznim najboljše. Tako da ja, kamini so zakon. Evo, pa dajmo se vrniti v astrološko področje. Slišali smo retrogradni Merkur, zdaj ga že poznamo, kar nekaj ga je bilo, ne, v letu. Torej, težje steče komunikacije, kakšne tehnične stvari se pokvarjajo in podobno. Kaj pa retrogradni Mars, ki bo tudi prisoten decembra? Kaj pa to pomeni? Retrogradni Mars ni prisoten samo decembra, ampak smo ga začutili oktobra, novembra, decembra, konec januarja oziroma sredi januarja bo nehal. Pravzaprav ta Mars dela celo zgage, ker je v tem obdobju, v tem letu prinesel zelo veliko agresije, ne. Če gledamo malo nazaj, oktober, november je bil zelo napet, ne samo v osebnih odnosih, ne samo v počutju, ampak tudi globalno, ne. In tudi prinaša veliko napetosti v komunikaciji, verbalnem izražanju, v prometu, veliko nesreče, pa tudi veliko groženja, ne. Ta retrogradni Mars je prinesel veliko moške agresije, ne. Ženske so tukaj bile kar žrtve, kar posod po svetu, ne. Spravi, to je zelo močna njegov močen vpliv. Tako da decembra definitivno, ker govorimo zdaj o energiji decembra, je dobro, da nič ne začnemo z kakršnimi projekti, enostavno se moramo umiriti, še posebej, ker je Venera, naša ljubka Venera v opoziciji z Marsom, takoj na začetku decembra, pomeni, da moramo majčkeno malo bolj paziti na odnose, ne. Napetost bojo še posebej v ljubezenskih odnosih, ne. Tukaj bo majčkeno malo te napete energije prinesla. Še srečo, da imamo tisto veselo, zabavno, polno luno v dvojčku in ostali planeti, ki bojo v zemeljskih znamenjih, bojo majčkeno malo umirili tega nagajivega retrogradne Marsa. Jaz bom samo tole rekla, a ne? Iskreno povem, energije meseca so mene tukaj letos reševale. Zaradi tega, ker bi drugače mislila, da se mi je zmešalo. Tako mi je bilo pa lažje, ker sem slišala z vaše strani, glej, a ne, saj včasih malo lepo zavit v celofan, iz vaše strani, tlele bo malo zaješkan, ne. Ampak mi je bilo, zaradi tega mi je bilo lažje. Zaradi tega, ker sem videla, ni zdaj črna kuga padla name, a ne, ampak dejansko so tukaj določena neskladja, dajmo predihati, dajmo to čez, pa bo dejansko lažje. Tako da neizmerno sem vam hvaležna. In preden gremo midve na 12.12., ki je zanimiv datum, mogoče kak portalček bomo videli, dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Kot vsako leto, tudi letos, 3. decembra, večer hvaležnosti. To je brezplačen večer. Pridete, malo se
se pogovarjamo, predvsem pa si izmenjamo kakšne lepe reči, lepe besede, lepe misli. Letos bo predavanje potekalo ravno o hvaležnosti in ohranjanju vsega tega v sebi, torej neke višje vibracije. Večer hvaležnosti je torej vsako leto, takrat imate tudi dobro priložnost za kakšen shopping, kakšni kristalčki, kakšne take in drugačne zadeve, ki jih tudi jaz prinesem vse posod, tako da je tudi neka taka božična tržnica. No, potem 8.12. je v znamenju te polne lune tudi zvočna kopel z meditacijo v Ljubljani, potem pa letos prvikrat v 10 sezonah oddaje Klepet ob kavi pripravljamo disko večer. Ja, ja. Kdaj je to? Kdaj? 16.12. disko večer. Začnemo, mislim, da ob 6:30, ja, ob 6:30 začnemo. Muzika 60., 90., 80., se pravi disko glasba, malo bomo plesali, ob 9. gremo pa spat. Idealno. Idealno. To se bomo ful mladi počutili, kot tako pri 15, ker nas niso pustili del po 10 ven. Ja, ne, lej, jaz grem prej spat. Jaz bi rada šla kdaj ven plesati, ampak kam pa ne grem? Posod se začne ob polnoči, 1 zjutraj, jaz takrat že 5 ur odspim. Čas za druženje je med 7 in 9 uro. Ne? Tako. To je čas usrčnika, torej takrat se rabimo sprostiti, družiti, fajn imeti, to je tudi najboljši čas za seks, ne? Tako da... Ok, no tega ne bomo počela. Tega ne bomo počela, ne? Tako da ja, evo, če se vam zahoče, da malo pridete pa plešete, pa bomo kakšne fintice vmes naredili, tako da res podbujamo predvsem tudi, da pridejo ljudje sami, z ženom pa možmi lahko tudi doma, na to temo, ampak da se malo naplešemo, da malo damo uno ven iz sistema, veš, v tem smislu. Tako da evo, to bo 16.12. Moram priznati, da jaz vsako leto to naredim, ampak pokličem same 2-3 moje prijateljice, pa tukaj plešemo. Zdaj bomo pa še koga drugega povabili. Če bomo pa sami imeti, treba pa tudi v redu. Potem 17.12. pazi to delavnico, lucidno sanjanje. Delavnica lucidnega sanjanja, ful dobra zadeva. In pa seveda 21.12. na solstici, o katerem bomo tudi še kaj rekli, bomo imeli pa energijske priprave na 2023 in pa seveda praznovanje solsticija. Tako da to je pa že tradicionalno, gremo čez cel let, spustimo, kar je za spustiti, za zvokom, vibracijam si pomagamo in pa se nacentriramo za naprej, postavimo zadeve, tako da se veselim. In pol je tudi to za letos. Ja. Odlično. Ja, januarja. Počitek. Ja, pa počitek. Januarja pa post, pa meditacije, pa vse ostalo. Ampak kdo gleda en mesec naprej, ko bo že 2023, če smo pa še le v decembru. Povej mi, Lili, 12.12. 2022. Za 2022 s takim navdušenjem rekla, končnega konca. Ja, se je bilo napeto leto, mojstrsko leto, se pravi 12.12, podobno kot 21 bi si človek rekel, ne? Pa ni. Se pravi, kako usklajujemo stvari, prej sem rekla spuščati, že bi rekel zaključevati, to je število 9. Se pravi, ko gledamo 12, enka sem jaz, 2 so moji odnosi, okolica, ljudje in moje nasprotje. Se pravi, 12.12 bi se lahko odprl portal prilagajanja nečemu zelo drugačnemu, kar pa izvira iz nas, ker je prva številka 1. Se pravi, lahko 12.12. pri sebi prepoznamo drugačne misli, drugačno energijo, drugačne želje, neko preobrazbo, neko bolj svežo energijo, predvsem neko nasprotje sebi. Tukaj se ta portal odpre, 21.12. se pa ta proces zaključi s tem, da tudi mi dobimo feedback, ker je pa prva 2, se pravi pa drugačna naša okolica. Ker se veš, kaj pravi, če se mi ne spremenimo, se svet okrog nas ne bo spremenil. Se pravi, če jaz želim imeti okrog sebe bolj ljubeče ljudi, bolj strpne ljudi, bolj prijazne ljudi, je prvi korak, da sem to jaz in potem ti ljudje pridejo. Se pravi, to je od 12. do 21. bo ta proces. Tako. In potem imamo 22. ki je petek mojstrski dan in čudovito potem da zaključek solsticijo, kako smo lahko mi večji doprinos. Se pravi, en korak naprej, na nekaj, kar je večjega od nas. Tako, seveda. Se to bo res 22.12.2022. Ja.
Wow. A je takrat dober dan za kako dobrodelnost? Pa to, Absolutno. Mislim, vedno je dober dan za dobrodelnost, ampak takrat pa sploh. Ja. Sploh 9, kaj cel mesec simbolizira humanitarizem, dobrodelnost, povezovanje, sočutje, zdravljenje. Se pravi, bo letos veliko takih akcij. Ja, ja. Super, super. Pozdravljam vse to, definitivno. Darja Deva Ledvica, no. Deva Ledvica, že v rubriki Biohacking meseca za vse tiste, ki se rej ukvarjate s preventivo, kakor polka vam kaj fali. Ja, unitrije, lahko si pogledate te zadeve, ampak prav zares ledvica so obremenjena predvsem zaradi... Ja, višek energije v ledvicah, ne? Mesec december višek nasploh te energije in kaj jim najbolj škodi je mraz. In tam, kjer je mraz, je tudi strah in kjer je strah, je tudi mraz. Tako da treba jih greti, treba biti nežen, treba jih masirati, toplo hrano jesti, tople napitke, crkljati se, fino, družiti. Ampak, kot si rekla, družiti med 7. in 9. idealno, pol pa spati. Da se res regenerirajo, ker to je, ledvice so najbolj pomlajevalni organ. In tudi filter, ne? Koliko vsega rabijo prefiltrirati, sploh v takih časih, kot zdaj živimo, pa še toliko več, ker je ogromno strahov od zunaj. In zato jih rabimo crkljati, čuvati. In bolj bomo nežni, bolj bomo jih greli, bolj se bomo radi imeli, boljše bodo funkcionirala. Super. Ledvice imajo torej rade minerale, predvsem sovražijo pa sladkora, ne? Ja. Ne sladke, sladkor jih prav ubija. Vzame jim energijo, tako da december ni čas cukra. In Darja Furek vam je pravkar odvzela veselje do božičnih piškotov. No, so pa, Mogoče se pa lahko slani. Saj rabimo biti zelo kreativni decembra, ne? Tako da slani piškoti. Lahko so pa slani, slan okus pa krepi ledvica. Tako da slani piškoti in veliko nasmeha. Super. Odlična kombinacija. Jaz si predstavljam eno zlato mleko, pa slane piškote, pa meni bi bilo to super. Zdaj mleko za ledvica... Rastlinsko. Okej. Rastlinsko. Boljša izbira. Vzameš mandljevo mleko, ena žlica kokosa, ena žlica malo cimeta, da jih pogreje. Kurkuma, malo popra, da se aktivira. Toplota, vročina, super. No, vidiš, tudi kadar smo na pogovornem delu, gremo zmeri zajadramo v kuhinjo. Kaj pa za vse tiste, ki so morda majčkeno bolj introvertirani, osamljeni ali pa samski, se to je velika razlika, ali pa nasploh niso taki, da bi zdaj nosili božične poloverje pa pel božične pesmi. Cin, 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 cin. Ja, december imenujemo veseli december. Nažalost, veliko ljudi je takrat depresivnih, žalostnih, odtujenih. Prav ta marketinški akcent na potrošništvu, veseljem, nekem umetnem veselju, ne, kontra vzbuja pri drugih, ki tega nimajo, ne, ali pa ne čutijo pristnost tega, ne. In december zna biti, ne glede, da je sonce še vedno v strelcu, optimizem, ampak ostali planeti so zelo v zemeljskih znamenjih, kar vedno privleče nekje energijo, melankolije, žalosti. December zna biti za mnoge tako malo težaven glede emotivnega odnosa, ne. Tako da tukaj valjda, ne. Za take ljudi je vedno priporočljivo glavo gor, meditacija, povežite, niste sami in tako naprej. Ne? Družba je dosti naredila, prispevala temu, da nametno napihuje ta ustvarjen veselo energijo, ampak to je v bistvu bolj potrošništvo v ozadju. Ne? In glede zaradi tega kontrasta padamo dol, pa ne pozabimo, ne? Energija oziroma svetloba je še vedno zelo, zelo malo. Šele ob solsticiju svetloba zmaguje in tukaj je tista globoka simbolika tistega prvega tvojega vprašanja na začetku oddaje. Ali verjamemo v Božička, pravzaprav v solsticiji, ko svetloba končno spet premaga temo, no to je ta prava simbolika Božička, ne? Bravo, bravo.
Všeč mi je, ne vem, se bova šle tudi na tole smrekco, ne. Jaz sem prejšnji let en feler naredila, ne. Mislim, ni bil feler, ampak tako, januarja smo se odločili v naši družini, ne vem, kako je, a postavljate smrekco? Ja? 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 Ja. Ok. Unika imamo mačke, tako... Malo drugače postavljamo smrekco. Ja, tako, probamo, no, kaj je. Ja. No, pri nas v televizijskem svetu je to, a ne, da moramo zadeve prej posneti. Ne. Se pravi, mi tiste najbolj praznične, mogoče kakšne zadeve že novembra posnamemo in pa smo prejšnjo leto kar 1. decembra že začeli postavljati vse te zadeve in pol je bila kar dolga. Mislim, res je bila kar... Ampak 1. december se tebi še ne zdi dolga. Jaz sem šla v Ekvador avgusta, pa je bilo Millerju že najdeti novoletni program. Ja. Sorry. Ja. Tam, ko greš v namehne stvari gledati, pa darilne vrečke, pa tako, ko greš, mi tako z sapom je vzel. Tako da 1. december se mi zdi, da je že pozna. Ne. Glede na potrošniški A veš, potem je pa še pogled. pravoslavni božič, je pa še 14 dni kasneje. Ja, se potem lahko čakamo tudi kitajsko novo leto. Ja, ne, a veš... Ti sploh ne podiraj smreke. Veš, koliko je potem navdušenja, Mačke kaj jo bodo podreš. navdušili. Pa imaš kar tako malo več prostora noter, ne. Zdaj, če bi gledala numerološko, pa ne bi s 1. decembrom. Kdaj bi bil dober čas? Vemo, da po tradiciji je to 24. A ne? Ampak mislim, da malo ljudi šele 24. postavi. Moje, tudi ne. Zdaj numerološka je trojka tista, ki simbolizira to notranjo otroško pristnost, ko govorimo o tem, da verjamemo v Božička, da verjamemo v simboliko svetlobe. A je to 3. simboliko. december, ne 3. december? 3. december? Je prva kljukica. Ok. Jaz osebno sicer ponovadi se tega lotim šele 6. Kovačeva komida. Ampak 3. december je optimalen datum. Ja. 3. december, ok. Kaj pa ti, če pogledaš? 7. 7. Je ti pa ta Polna razigrana luna. polna luna, valjda? Pa to je ful hiter. Kako? Ne vem, a ne bi vse solstici počakali? Ne, dobro. Takoj mine. Ha? Takoj mine. Ja, te pa Čakaj malo, jaz sem si spiske Ok, naredila. mogoče še eno vprašanje, do kdaj pa potem imaš smrekico postavljeno? Ja, jaz za nov let že pospravljam. Prvi, pojmo. Ja, no, lej, nova sveža energija, ne. Ok, malo smo zdaj zašli, ampak to so pomembne zdaj. Jaz sem, ni en govoril, da je nek 17, 18 dosti v redu, 17, ha? Mislim, energije so tako med 16 in 24 zelo ugodne. Med za to, ne. 16. Ti si zdaj spraševala, kdaj bi bilo recimo postavljanje smreke. Ne? Če imaš otroke, je najbolj 7. Pol v polni luni vse je razigrano, veselo. Valjda, ne, zdaj, ampak kadarkoli pravzaprav, ne. Ok, v redu, evo, spravim svoj plonk listek nazaj in vam, dragi gledalci, povem, da tudi energije meseca spodbujajo k temu, da smo čim bolj ustvarjalni in nas spodbujajo k temu, da sami ustvarimo iz malo nekaj velikega, torej da sami naredimo ta darila. Več nam bo povedala tudi Darja, ki je zelo proučila te energije, no, Neža nam bo pa vseeno dala nekaj predlogov za taka pametna darila, s katerimi lahko prinesete več kot samo neko pozornost, ampak se res dotaknete duše, pa prinesete nekaj koristnega, praktičnega in srca. Ja, tukaj sem seveda, da vam predstavim nekaj čudovitih idej, kako obdarovati svoje najbližje. Začeli bomo kar z novoletnim paketom Prehod v leto 2023, torej za en tak miren, lušten prehod. Smo vam pripravili torej 50 paketov, le toliko jih je na voljo, v katerih boste našli našo hvaležnico. Poleg tega smo paketu priložili še kadilo, torej žajbelj, da boste lahko fajn prezračili prostor, ne, in ga ščistili energetsko, in pa še torej poseben kristal presenečenja. 026 200 230 je prava telefonska številka, na katero nas lahko torej pokličete in si zagotovite torej svoj paket. Le 50 jih je, torej novoletni prehod 2023. Naslednja ideja, torej, ki jo imamo za vas, je tale čudovit čarobni napoj, torej iz kristala roževca, v katerega lahko date notri eterično olje in si kadarkoli v dnevu torej popestrite vaše razpoloženje. Poleg tega, torej poleg čarobnega napoja, pa bomo priložili torej zraven darilo še palčko svetega lesa. Tako,
Tudi to seveda boste lahko uporabljali po prostoru, da ga mečkan torej energetsko prezračite in ščistite. Tako, poleg tega imamo za vas še eno luštno darilo, ki smo ga pripravili, in to so tale joni jajčka, ki se torej uporabljajo za to, da izboljšamo vitalnost naše nožnice oziroma pač nožnice vaše prijateljice, če boste to podarili. Torej začenjamo z največjo, potem pa torej po nekaj tednih postopoma zmanjšujete velikost. Torej vsa 3 joni jajčka dobite, s katerimi torej lahko poskrbite tudi za facelift vašega obraza. Ja, Jasmina je zadnjič v oddaji povedala, torej, da vsi tisti, ki imate že mečkano upadel obraz, je lahko razlog, torej, da zadeva tudi tam spodaj več ne funkcionira tako, kot bi morala. Z joni jajčki torej bomo poskrbeli za 2 facelifta, enega spodaj pa še tega zgoraj. Tako da res toplo priporočam za vse ženske, ki bi rade poskrbele torej za vitalnost nožnice. Tako, imamo za vas še eno čudovito darilo in to je dnevnik, torej mesečni dnevnik rasti, ki pa je, ne boste verjeli, napisan za 4 leta. Leto 2023 bo leto, ko bomo torej delali na sebi, je leto osebne rasti in zato bo tale dnevnik še kako prav prišel, torej da začnete prvo leto ravno z njim, nato pa torej še nadaljujete 3 leta in ugotovite torej, kako ste skozi leta, kako ste zrasli. V bistvu je to en tak opomnik in zelo, zelo konkretna in poglobljena samoanaliza. Poleg tega pa zraven prvih 60 kupcev dobi še darilo nadangela Ariela. Tako da nas le pokličite na 02 6200 230, kjer boste torej dobili še več informacij o posameznih darilih, ki jih letos res toplo priporočamo in verjemite, da ne boste zgrešili niti z enim. Hvala, Neža, za tvoje predloge. No, moram povedati, da nas je Lili danes že presenetila svojimi... No, zdaj ne vem, jaz sem dobila, vidva tudi. Ja, ful. Aha, okej. Torej, Hvala, Lili. z Astro, našo osebno napovedjo za 2023. In tudi za vas, dragi gledalci in gledalke, imamo darilo, ki smo ga šparali cel let, zato ker je februarja letos Darja rekla, to boste decembra, to morajo ljudje dobiti decembra. O čem govorim? Govorim o mini zlati želvici, ki je namenjena za denarnico, vsako denarnico, tudi tisti, ki imate manjše, verjemite, da boste lahko tole zlato želvico noter spravili. Tole je en tak poseben zaščitnik, po naključju je prišel v moje življenje in Darja je tista, ki je pravzaprav povedala, zakaj točno to je. Kaj si reka za to zlato želvico? Zakaj od februarja šparamo za ljudi? Želvica simbolizira družinsko srečo, zaščitnica družine. Tako da potem od februarja naprej leto vodnega zajčka in bo lepo padla skupaj. Bo lepo padla. Če imamo v denarnici, je vedno z nami in nam čuva družinsko srečo. Tako da bo super. Krasno. Bomo rabili to, no. Bomo, ne? Bomo. Bomo, no. Evo, tako da tale zlata želvica lahko pripotuje k vam na spletni strani klepetobkavi.js, imate vse razložen. Najlažje vam je pa vtipkati 02 6200 230, pa se dejansko pogovorite s človekom. Mi nimamo nobenih robotov, ki bi vam odgovarjali. Topla, krasna, čudovita naša sodelavka vam bo zaupala več, kako pride do tele zlate želvice, ki se torej podarja v mesecu decembru. Darja, zdaj pa čisto zares, kam postaviti smreko? Ja, letos, glede na energije v decembru, na jugovzhod. Na jugovzhod. Tam bo veliko kreativnosti. Tako da v decembru, ker je vodna podgana, ki je mojstrica tega, da iz nič naredi veliko, tudi v smislu čustev, čustvenih dram, je bolje to energijo usmeriti res nekaj ustvarjalnega. Torej, smrekica je zelena, kar predstavlja kreativnost v mesecu decembru, kar se tiče barv. Lahko jo okrasimo z rdečimi okraski, kar predstavlja obilje, pa damo še kakšno zlato, rumeno zlato, ki nam bo dala malo pridih stabilnosti in tudi prazničnosti. Tako da tam se lahko tudi pod to smrekico potem družimo, ker je jugovzhod decembra tudi odličen za romantične aktivnosti. Tako da ja, smrekica je lahko pribežališče, ustvarjalnica in še marsikaj. Ampak, če imaš pa na jugovzhodu WC, pa verjetno ne boš na školjko postavil. Ja, to je pa zdaj dobro vprašanje. Kaj narediti v tem primeru? Ampak WC verjetno ne pokriva celotnega sektorja jugovzhoda,
Tako da, A imaš še kako alternativo, vsej še eno pogojno? vsaj še eno pogojno, juga boljše, da se izognemo v tem mesecu. Ali pa mogoče, če je katera smer, ki je res sever, no. mogoče sever. Sever, da jo damo na sever. Ker sever je voda, letna dobra energija, mesečna tudi podpira, sicer trije ubijajoči gor, to je malo fajn je, da ne aktiviramo kljub temu, da lepo fajn postavljamo to smrekico, brez da nekaj razbijamo zraven, ampak če že pol sever, ker je tudi voda, ne? Sever je voda in spodbuja lest, kreativnost, ustvarjalnost. Se pravi jugovzhod? Jugovzhod. Ja, nič v A bo kuhinji šlo? bo. A ja, imaš WC tam? Ne, v kuhinji bo. A bo v kuhinji? Dobro, sej, načeloma... Imamo dve smrekci. Lahko imaš pa dve, tako je. Ena sever, ena jugovzhod. Ja, pa tudi te rešitev, recimo, če je WC kopalnica, pa magari eno malo smrekico, nekaj majhnega, simbolično, ne rabi biti zdaj celo drevo tam. Evo, super, evo, praktične stvari, to smo ustvarjalno? To smo rabili. Ali pa jo sami naredimo, ne, izveji. Ja, ker eni ljudje, mislim, bele so bile zdaj ful moderne, niso bile? Tako da, evo, rabimo zdaj zelene. Gremo na bolj resne tematike. 21.12. solstici, tudi dan, ki smo ga zbrali za energijske priprave na leto 2023. Kakšen dan je 21.12., kakšne bodo konstelacije, ki bodo žarele nad nami in nas bodrile? Bo. 20., 21., 23. so vsi močni datumi, vsi energetski portali. Imamo solstici, Jupiter, dobrotnik, najbolj srečen planet, zamenja svoje znamenje in gre ponovno v ovna, ker bo dalo ogenj, optimizem, iniciativnost. Se pravi, imamo zelo močan zimski solstici, ki je zelo poglobljen in zelo meditativen. To je v bistvu mogoče najbolj meditativen solstici, ker odpira ponovno povezavo z Zemljo, ampak tudi z višjimi energijami. Ampak to je zelo prizemljena energija, ne? Plus to je rojstvo svetlobe, ne? Novega upanja, novega ciklusa, ponovno dobro, simbolično prevladuje svetloba in vse, kar je v tej simboliki. To je zelo, mogoče najbolj mistično ali pa najbolj okultno obdobje za meditacijo, ne? Za povezovanje z res tistih najglobljih, najbolj prefinjenih energij, ki so v nama. V bistvu cel pol mesec oziroma konec leta, ne, je dobro, da se res pol povežemo sami sabo in da delamo na samim sebi oziroma spodbujamo samozavest, ker to kozorog zahteva, energija kozoroga res zahteva, da se utemeljimo, kdo mi smo, ne, z močnim upanjem in vero vase, ne. To je celotna energija solsticija. Super, super. Evo, naj omenim, ker je ravno Jimmy govoril, to je perfekten čas, ti boš delal tudi astronapovedi za ljudi za 2023, ne? Se pravi, izgledali, kot bo natalna karta, ampak natalna karta za ta let pa malo za naslednja. Tako, tako. Super, evo, krasna zadeva, krasno darilo, joj, pa lažje živiš, če imaš tako podporo, no? Definitivno, sploh ta let, joj, ne ga bo že konca, ne? 21. tam do konca, je še do konca leta kakšen poseben datum, mogoče tisti znadni dnevi leta 2022? Ko čisto že odštevaš. Ja. Če govorimo zdaj o energiji števila 9, definitivno 9, pa potem 27. Če se vrnemo nazaj k simboliki, prej sem rekla spuščata. Ne? Čudovita zadeva, ki lahko tekom celotnega decembra počnemo, je to, da pač vedno znova afirmiramo, spuščamo vse, kar ni moje. Spuščamo vse, kar sodi v preteklost. Spuščamo vse, kar mi ne služi več. Spuščamo vse, kar ne služi najvišjemu dobremu. Se pravi, da čim več spuščamo stvari, brez da sploh
nekaj zelo, se pravim, analiziramo. In po drugi strani devetka nas pa uči zajemanja za sebe. Če zdaj primerjamo devetko pa osemko, osemka ima ta repek zaključen. Se pravi, v drugem delu decembra pa potem za sebe sprejemam dobro. Ker velikokrat, ko delamo z afirmacijami, smo nekoliko šlampasti, pa rečemo sprejemam vse, pa lahko pride tudi tuje, pa kaj slabšega, pa nižje vibracije, pa preteklost, pa stvari, ki smo jih že zdavni predelali, ker devetka simbolizira tudi ponavljanje preteklosti. Tako da opozorilo za december pa je, če pride nekaj iz preteklosti, ni nujno zato tukaj, ker je zdaj boljš, lahko je samo potreben epilog. Tudi če gremo v vrtec vzgojiteljico pogledati, nam ne bojo dali pamperske nazaj. Ampak gremo samo pogledati. Se pravi, marsikaj, kar prihaja decembra, v smislu spominov, v smislu neke nostalgije, ne se pošlo samo pogledati. Tako da čim bolj potem tam okrog 27. dejansko samo spustiti. In žura, da je konec leta, se temu reče. Mislim, ne vem, kako se vam zdi, ampak meni se zdi, da je tako neki kao cool december letos. Zdaj, če gremo malo globlje, ne? No, zdaj pa si zbudila zmaja. Heksagram. Ne, zdaj bo pa šok terapija. Ja, zdaj bo pa Točno rekla. to. Šok terapija. Heksagram je šok prebuditev pravzaprav. se Pomeni, mi je da zdelo. rabimo, ampak ni slabo, to pomeni dramilo je darilo. Da rabimo malo, predstavljamo si nevihto strelo, ki udari blisk, ne, če nismo bili v centru te strele, nam bo razsvetlil nekaj, kar nam rabi razsvetliti, ker tako kot je bilo, ne gre več naprej, torej rabimo drugo, novo smer. In ta šok je lahko tudi zelo pozitiven. Recimo pride nam na pot lahko nek duhovni učitelj, ki nam čisto obrne svet, ali pa srečamo nekoga, ki je... A lahko knjiga? Lahko je knjiga. Ne, tako da samo pasivnosti se izognemo, ampak počivati kljub temu rabimo. Ne. Sej, mesec podgana je malo triki, zato ker podgana je ful cvetoča, razcvetena, družabna, ne. Po drugi strani pa rabimo mir, tišino, kot je rekel Jimmy, tam od solsticija naprej še posebej. Ne. Tam je ponastavitev zelo pomembna, festival modrostni se reče temu. In če ne bomo modrosti prebudili, je na drugi strani močna manipulacija, močen strah, tako da rabimo ta switch narediti nujno, dramilo. Evo, še dve hitri vprašanji. Od česa, Darja, se boš najbolj lahkotno poslovila v letu 2022? Od vsega v bistvu, kar mi ne služi več. Prav naj grejo predvsem strahovi. Kakršnikoli strahovi, ki omejujejo življenje. Super. Jimmy, od česa se boš najbolj poslovil? Bolj navdušeno poslovil? Od neumnosti, ki sem jih poslušal v medijih. A to misliš, da jih ne bo več v drugem letu? Manj. Lili? Najraž bi rekla, ne bom tega rekla. V bistvu jaz si želim vse bolj preseliti v Ekvador, tako da nekako te razpetosti med tukaj in tam se bo mogoče z največjim veseljem poslovila. Oh my god. Res bo šla. Ja, mislim, se ne bom šla za skozi, pa za dan več nazaj prišla, ampak vse več bi bila rada dol, pa potem pač, da to balansiram. Evo, pa cenimo, da si tukaj. Evo, krasno. Dragi gledalci in gledalke, za mesec december smo vam pripravili en kup zanimivih pestrih vsebin, srčnih vsebin, z vso hvaležnostjo in seveda daril pa veliko nasvetov in vsega ostalega. Spremljajte na klepet.kavi.si, tudi zelo smo postali pridni z vsemi temi članki, izobraževalnimi, tako da imamo res tukaj močno ekipo. Dajte si pogledati na klepet.kavi.si, morda boste presenečeni. Hkrati smo tudi obnovili, prenovili vse teste, ki lahko pomagajo, da pridete na svojo pot zdravja, da ugotovite, zakaj, kako, na kakšen način lahko delujete bolje. En kup je e-priročnikov in januarja vam bomo stali ob strani, zato da boste imeli res dober štart, da boste zrihtali svoje telo in seveda vse ostale zadeve.
dneve. Tako da dajte preveriti, ogromno nekih svežih zadev, sveža energija na spletni strani bo zagotovo to čutiti. Sicer pa pišite nam, povejte nam, karkoli to je, ali so predlogi, ali so kritike, vse sprejmemo na info@klepetobkavi.si oziroma lahko pokličete ali pa seveda smo na Facebooku, smo na Instagramu, celo na TikToku smo, povsod nas najdete.